Živijo sem in zdaj spet nazaj na mojem kanalu. Danes sem za vas pripravila tale video, ki kakor vidite, make-up, ki je mečken out of my comfort zone, če lahko temu tako rečem. Prejela sem, oziroma naročila sem si ene par novih paletk, oziroma zame novih paletk. Nekaj časa so sicer že na trgu, no, ampak nima veze. Predvsem pa so me zamikale te mečken bolj močne in žive barve v teh paletkah. In eno izmed teh paletk sem danes jaz uporabila na sebi. Nekaj časa nazaj sem vas na Instagram storyjih vprašala, a bi si naslednjič želeli videti tak bronzy make-up look ali mečken bolj, kako bi rekla, žive barve na očeh, in ste bili v večini za žive barve, ker sem naredila že ogromno teh bronzy, natur, rjavkastih make-upov. Tako da tole je predvsem out of my comfort zone make-up, in kar se mene tiče, mi je v bistvu zdaj rad ful všeč make-up, definitivno ga bom še nosila za kam. In ja, no, če vas zanima, kako sem vse skupaj naredila, definitivno prečekirajte tale video. Ok, za začetek bom spela lase nazaj, zaradi tega, da me ne bojo motili pri nanosu make-upa. In prvi produkt, ki ga bom nanesla, je tale krema oziroma primer. To je od znamke This Works, to je nek nov primer, ki sem ga dobila na tečaju od Marriota, tako da zdaj ga probavam v bistvu že kakšen teden in mi je v bistvu ful všečno, in za suho kožo in za mojo mešano, tako da tole gre po celotnem obrazu. Potem gremo pa naprej na puder. Ok, ker hočem danes res tisti full coverage oziroma polno prekrivnost podlage, bom uporabila mojo stalnico in puder, ki mu zaupam že po moje 2 leti. Tole je Estee Lauder Double Wear Stay in Place Make-up. V Londonu sem ga dobila v odtenku 1:1, ki je v bistvu moj zimski odtenk. Tukaj v Sloveniji nažalost dobim samo moj poletni odtenk in sem ga do zdaj vedno mogla mešati s kakšnimi svetlejšimi pudri, tako da tale je pa moj idealni in gre danes na moj obraz. Ok, še ena stvar, ki je mečken drugačna kakor ponavad. Danes bom uporabila tole gobico od Nancy. Dobila sem jo od click2chic.si spletne trgovine in dejansko mi je ful všeč. Ne glede na to, a vam je puder idealen v odtenku ali ne, dajte ga zabrisati tudi dol po vratu, ker se pozna pač razlika v teksturi kože, tam, kjer imate nanešeno tekočo podlago in tam, kjer je nimate, tako da vedno lepši spade, če še mečken dol po vratu zabrišete, tudi v ušesa in pa seveda tukaj gor v lasno linijo. Evo, podlaga je gor, zdaj na vrsti korektor, jaz bom uporabila mojo stalnico, tole je MAC-ov Pro Longwear. Glede na to, da lahko Maca zdaj dobite tudi v Sloveniji oziroma bolj natančno v Ljubljani, lahko mečken večkrat uporabljam tudi te izdelke v mojih videih, ker so pač dostopni tudi širši javnosti v Sloveniji, a kako naj to rečem. Moj odtenk je NC20 in ga bom v bistvu nanesla vse te točke, kjer pač ponovad, se pravi pod očmi, sredina čela, po nosu in pa tukaj le nad zgornjo ustnico in pa brada. Ok, puder in korektor bom zdaj fiksirala s temle pudrom v prahu. Tole je Kat Von D Translucent Lock-It Setting Powder, se pravi puder za fiksiranje. Nanesla ga bom z gobico tam, kjer sem dala korektor, in pa potem kasneje s čopičem na preostali del obraza. Evo, in zdaj je na vrsti contouring, lička, highlighting in vse to. In če gledate že del moje videe, veste, kaj bom tokrat uporabila. To je seveda Makeup Revolution paletka za contouring. In predvsem bom uporabila tole barvo tukaj na sredini. To je že moja 3. paletka, tako da veste zdaj, da jo imam zelo, zelo rada. Vse skupaj bom pa nanesla s tem po stran odrezanim čopičem od Zoeve in v bistvu lepo zablendala v ličnico.
Ok, na ličkih bom uporabila kombinacijo oranžnega in pa rjavkastega blusha, tako da bo v bistvu se skladal z senčkami, ki jih mislim dati na očke. Evo, zdaj pa na vrsti highlighter in v goodie bagu pri Marriottovem tečaju smo dobili en ekstra hud highlighter. Bom vam ga takoj pokazala. V glavnem, uporabila bom po celotnem obrazu, pač na vseh točkah, kamor se highlighter nanaša, od Maca Soft and Gentle, pač to je moja stalnica, moj najljubši, če ste gledali moj video Ride or Die Makeup Challenge. In pa, odkar, kakor sem rekla, sem bila na tečaju, sem začela uporabljati v bistvu samo na vrhu lične kosti oziroma na vrhu ličanc od Anastasia Beverly Hills Amazing Highlighter. Zdaj ne vem, če se ga dobro vidi, pač, ampak to je v bistvu res hud odtenek. Na začetku nisem bila čisto prepričana, ker mi je bil mogoče mičken too much, ampak zdaj sem se ga v bistvu naučila nanašati z lahko roko in pa enim malo bolj fluffy čopičem, da res naredi tist ekstra Instagram glow, če hočete. Boste takoj videli, o čem govorim. Tako da najprej nanesem tegale od Maca, potem pa še tegale od Anastasije. Podlaga je zdaj končana, gremo naprej na obrvi. Tole je Macova Duo paletka. Spet, če me gledate že dalj časa, veste, kaj uporabljam na svojih obrveh. Odločila sem se, da bom uporabila v bistvu samo eno paletko tokrat na svojih očkah in to bo moja nova paletka Jaclyn Hill od znamke Morphe. Tisti, ki me spremljate na Instagramu, ste že prejšnji teden v bistvu videli na mojih storijih, da sem si naročila to paletko. V istem paketu je prišla še ena paletka, ki sem si jo zraven naročila, ki pa je bila na žalost zdrobljena oziroma je pač ob dostavi, pri dostavi, kakorkoli se poškodovala, tako da zdaj čakam, da mi pošljajo novo celo paletko. Tokrat sem se odločila na očeh narediti tak moder smoky eye, zaradi tega, ker ste me v tej paletki najbolj pritegnile tale modra barva in pa tale rdeča tukaj gor, tako da bom v bistvu danes na očeh uporabila več ali manj te dve barve, seveda še ne par drugih. Nisem se mogla zadržati in sem paletko že uporabljala na mojih maturantkah, ki sem jih imela prejšnji teden in moram reči, da je paletka noro dobra. Začela bom z tole barvo tukaj vzgori. Tukaj v zadnji ima paletka tudi imena napisana, zdaj jaz vam bom prebrala. Tale je Silk Cream, ampak vam bom rajši v spodaj v infoboxu pustila vsa imena, da se slučajno kaj ne zmedem, pa da ne bo pač too much information naenkrat. V spodaj v infoboxu torej boste imeli vsa imena, kjer senčke sem uporabila, mi gremo pa zdaj naprej na očke. Ok, z enim fluffy čopičem bom torej vzela to svetlo rjavo senčko in jo bom nanesla v bistvu v pregib svoje veke kot tranzitno oziroma prehodno barvo. Ok, zdaj naprej bom vzela tole barvo, ki je mečkan bolj, kako bi rekla, taka oranžkasto rjava, ampak še vedno dokaj svetla in jo bom nanesla čez to prvo prehodno barvo, da še mečkam bolj poudaram prehod oziroma pregib veke. Se pravi, to barvo že mečkam bolj kontrolirano nanašam in probavam v bistvu jo obdržati predvsem na pregibu veke in da ne gre preveč visok. Kakor boste videli, pri temu make-upu je ful velik v zabrisovanju vsake posamezne senčke, tako da dajte si čas vzeti in ne prehitevati v bistvu korakov zaradi tega, ker vam to v bistvu na koncu lahko pomeni veliko razliko pri izgledu končnega make-upa. Ok, zdaj bom pa vzela mičkan manjši čopič, še vedno je tak fluffy, ampak je mičkan bolj manjši, malo bolj, kako bi rekla, sploščen, ampak še vedno mehak vzgori. In bom vzela tole rdečkasto barvo, kakor sem že prej omenila.
Nanesla jo bom pa v bistvu direkt v pregib veke in jo zabrisala na dol, ne preveč na gor, zaradi tega, da ne bo pretemno vse skupaj spadal, pa bomo šli pa nanašati modro barvo. Ok, vzela bom prvi čopič in samo zabrisala prehod med to mečkan temnejšo rdečkasto oranžno senčko in pa tistimi dvemi, ki sem jih prej nanesla. Kar se tiče rdečkaste oziroma te temno-oranžne rdeče, je zaenkrat to. Zdaj pa pride na vrsto modra barva. In kako bom to nanesla? V bistvu bom čist mečkan na sredino veke dodala korektorja, zaradi tega, da se bo modra imela kam zaprijeti in da bo še bolj pigmentirana. Potem bom pa z manjšim čopičem oziroma mogoče celo s prstom bomo videli, kaj bo boljš nanašal senčko. Pritisnila v bistvu čim bolj v ta premični del veke in vzela kasneje mečkan manjši čopič, da zabrišem modro v to rdečkasto oranžno v prehodu veke. Ok, zdaj bom pa s prstom v bistvu samo nanesla po sredini veke tole modro, zato da dodam mičkam pigmentacijo še, ker se je ob zabrisovanju mičkam zbrisala, ampak nič hudega, rabimo v bistvu samo po sredini veke, predvsem na tem premičnem delu, no. Evo, in takole izgledajo učki vzgori. Vse, kar sem naredila zdaj vzgori, bom na hitrico naredila še v spodi, tako da bom ta postopek mičkam prevrtela naprej. Vse barve v istem zaporedju bom nanesla zdaj še na spodnjo veko, tako da gremo potem na trepalnice in pa na ustnice, da mi kamera prej ne crkne, ker sem jo očitno pozabila dati filat, pa da vam lahko do konca posnamem oziroma pokažem ta make-up. Evo, še preden grem naprej na trepalnice in pa na usta, bom pa nanesla še tole svetlo senčko, tale je mečkan taka bleščeča oziroma shimmery in jo bom nanesla v notranji kotiček in pa pod vrh obrvi. Zdaj si bom nanesla samo še tako kremno oziroma belo barvico v vodno linijo, maskaro in pa umetne trepalnice in se vrnem, da nadaljujemo na usta. Evo, zdaj so pa na vrsti samo še usta. Uporabila bom MAC-ov lip liner v odtenku Subculture. Obrobila bom ustnice, potem bom pa po sredini nanesla kombinacijo Anastasia Beverly Hills tekoče mat šminke v odtenku Naked in pa MAC-ove šminke v odtenku Pure Zen po sredini ustnic, zaradi tega, da dobim en tak tridimenzionalen efekt. Evo, in to je končan make-up look. Jaz upam, da vam je všeč, da ste uživali ob ustvarjanju tega make-upa z mano. Definitivno je pri make-upu tako, da pač morate probati, ne veste, dokler ne probate na sebi. In kar se mene tiče, je meni ful všeč v bistvu. Tako da se veselim, da ga bom lahko nosila v bistvu tale make-up tudi za v javnost, mogoče kdaj za ven zažurati ali pa za nekakšno večerjo, kakorkoli. Če vam je bil video všeč, dajte pritisniti en like. Ne se pozabite naročiti na moj kanal in se vidimo naslednjič. Čau!